Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ja, in lep dober dan. Po prvem predsedničinem forumu, ki je bil posvečen temi zdravstva, sem se odločila, da grem obiskati tudi večje zdravstvene institucije po Sloveniji. Logična prva izbira je seveda Univerzitetni klinični center kot naša največja zdravstvena ustanova. 2 uri temeljitega pogovora s predstojniki klinik znotraj UKC-ja, veliko novega sem izvedela. Rada bi morda poudarila to, da v teh časih, ko se vlada ukvarja z obnovo Slovenije po katastrofalnih poplavah, res ne smemo pozabiti na zdravstveno reformo. Želim si, da ne bo potisnjena v ozadje. Zelo vesela sem bila, ker je z menoj danes tudi državni sekretar na Ministrstvu za zdravje. Oba skupaj sva pozorno poslušala. Ena od stvari, ki mi je ljuba pri srcu, so seveda vsi uspehi Univerzitetnega kliničnega centra. Slovenska medicina je res v sami špici na določenih področjih. Dotaknili smo se, nismo mogli mimo tega pomanjkanja delovne sile, ne samo med zdravniki, predvsem med medicinskimi sestrami. Nekaj luči na koncu tunela sveti tudi v Univerzitetnem kliničnem centru. Pojavlja se ponovno zanimanje strokovnjakov z držav iz nekdanje Jugoslavije. Skupaj z zdravniško zbornico so znotraj UKC-ja že rešili tudi problem poznavanja slovenskega jezika. Vesela sem, da so te postopki pohitreni. Več se daje poudarka na slovenščino, ki je strokovna slovenščina, ne tisto splošno znanje slovenskega jezika. Skratka, veliko razprav, investicije mi je direktor predstavil. Gre za ogromno število starih stavb, morda si nekatere med njimi tudi ne zaslužijo več prenove, ampak novogradnjo. Kompletna analiza je narejena, načrti, poskušajo v veliki meri črpati tudi evropska sredstva, kar je seveda super. Skupni imenovalec današnjega pogovora je pa vendarle sledeč. Vsi skupaj se moramo zavedati, da celovite zdravstvene reforme brez sodelovanja stroke ne bo. Ne bo smiselna, ne bo dobra, ne bo prava. Več se moramo med seboj pogovarjati in tudi na današnjem sestanku sem poudarila, da je zdravstvena reforma ena tistih, ki ne bo končana v mandatu ene vlade. Moja naloga je, da jo bom, ko se bo vlada zamenjala ali pa če bo ostala ista, da se bo to peljalo naprej. Gre za dolgotrajen proces, veliko deležnikov mora biti vključeno v to razpravo. Predsedničin forum je bil eden od prostorov za to vrstno razpravo. Zdaj bom pa prosila gospoda državnega sekretarja, da pove, v kakšni fazi je trenutno Ministrstvo za zdravje in vem pa, da razmišlja o zdravstveni reformi in da jo ni dal v predal. Izvolite, gospod državni sekretar. Hvala za besedo. Jaz moram reči, da preden se spustim k problemom, je potrebno povedati, da v Sloveniji imamo dober zdravstveni sistem navkljub številnim težavam, s katerimi se soočamo. In tudi težave, s katerimi se soočamo, niso težave, ki jih je mogoče rešiti na kratek rok in z enostavnimi ukrepi. Gre za zelo kompleksen sistem, ki terja dolgoročne, jasne usmeritve in tudi predvsem sodelovanje vseh deležnikov pri iskanju najboljših rešitev. In jaz mislim, da je današnje srečanje, tako kot je bil prvi predsedničin forum, ena od dodatnih priložnosti, da o tem spregovorimo, in danes smo imeli tak dan in sem zadovoljen, da sem lahko sodeloval pri tem. Zdaj je tako, glejte, pravijo, kdaj bomo to počeli in kdaj bomo s tem začeli. Zelo intenzivno delamo v tej smeri. Veste, da so v preteklem tednu bile objavljene smernice zdravstvene politike za naslednji 2 leti, ki kažejo pot, najbolj ciljno usmerjeno pot, kako pristopiti k reševanju ključnih težav, ki jih imamo.
kako iskati tiste rešitve, ki bodo ta zdravstveni sistem lahko odpeljale naprej k bolj sodobnemu sistemu. Namreč 30 let v Sloveniji nismo naredili nujno potrebnih sprememb in posodobitev. In mi potrebujemo posodobitve, ki bodo predvsem domišljene. In ne potrebujemo takšnih, ki bodo prehitre, ker ne smemo s koraki rušiti tega, kar imamo danes, ampak samo nadgrajevati. Naloga je zahtevna, naloga je dolgoročna in strinjam se s predsednico, ne bo končana v tem mandatu. Pravzaprav gre za proces, ki ga je potrebno delati permanentno, stalno. Zato, da bomo sproti posodabljali zdravstvo, ker svet se vrti vedno hitreje in naloga je permanentna. Hvala lepa. Mi smo imeli v zadnjem času tako imenovani stresni test slovenskega zdravstva, ki je poskušal liberalizirati pogoje dela v zdravstvu. In imamo analizo tega testa, ki kaže, da liberalistični pristop v zdravstvu, kjer vedno primanjkuje virov, tako denarnih kot kadrovskih, preprosto ne funkcionira. In da je odgovor na to reguliran zdravstveni sistem. Koraki v tej smeri priprave ustrezne zakonodaje potekajo in ekipa zelo intenzivno dela na ministrstvu. Kot že rečeno, temeljne smeri smo pokazali tudi v smernicah in zelo intenzivno delamo in mislim, da ko bomo dobili ministra, bo šla zadeva samo s pospešeno hitrostjo naprej. Spoštovana predsednica, spoštovani državni sekretar, iskreno se vam zahvaljujem v imenu celotnega UKC. To, da sta prišla tako predsednica kot predstavnik ministrstva, kaže, da smo v Sloveniji prepoznali, da je zdravstvo tema, o kateri moramo stopiti skupaj, se poskušati razumeti in jo reševati skupaj. Kot UKC Ljubljana smo tukaj pošteni, z iskrenimi podatki poskušali opremiti tako ministrstvo kot predsednico, da bo v svojih odločanjih lahko kritično in konstruktivno delovala v stabilizaciji sistema. UKC Ljubljana je izjemna ustanova, največja, nudi vrhunske storitve, vendar ni samoumevna. Tudi za UKC Ljubljana je za to čvrstostjo nežna duša ljudi, ki v njej delajo in živijo. Garantiram vam, da se bomo ljudje, ki tu živimo in tu delamo, potrudili, da bomo čim bolj kakovostne storitve lahko izvajali. Zavedamo pa se, da ukolikor ne bo iz perspektive, ki je više od nas, prišlo do ureditve sistema na način, da bo delo tukaj lahko tudi stimulativno, da ljudje ne bojo iskali drugih prilik, temveč bodo videli realizacijo samega obstoja v tem, da tukaj delajo z nami in delajo dobro, bomo ta sistem težko ohranili. Tako da se zahvaljujem, upam, da je ta informacija do vas prišla in hvala še enkrat za zanimanje. Trenutno poteka investicija v obnovo, tako energetsko sanacijo kot revitalizacijo UKC Ljubljana, zaprta je 1/8 bolnišnice, zaenkrat poteka po planu. Pred nami se odpira nekaj novih vprašanj, ki jih moramo zdaj v konstruktivnem duhu rešiti, tako da časovnica zaenkrat bi lahko bila realizirana pomladi, da bi bila prva 8. zaključena in potem nadaljuje z drugo 8. in potem po četrtinah, tako da do leta 2026 bi moral biti pred vami stati nekako obnovljen UKC Ljubljana v centralni stavbi. Infekcijska klinika je trenutno v fazi javnega naročanja, tako da tukaj mislim, da smo na dobri poti. Zaključuje se prenova negovalne bolnišnice, kar je en od predpogojev, da potem lahko širimo tudi obnovo UKC Ljubljana. Ministrstvo nam je zdaj prisluhnilo in gremo v javno naročilo za modularno bolnišnico, tako da to je tudi en od pogojev, da lahko hitreje obnavljamo UKC Ljubljana. Na ostalih projektih stvari tečejo, objavljen je razpis za obnovo urgentnega bloka, izvaja se dodaten laboratorij za angiografsko oziroma za koronarografije, kar bo bistveno izboljšalo
stanje v UKC Ljubljana, predvsem zaradi tega, ker je ta koronarograf, ki ga uporabljamo, edini v UKC Ljubljana in opravi skoraj 2/3 storitev za celotno slovensko populacijo in je praktično v uporabi 24/7 in je zaradi tega veliko tveganje, da bi ob izpadu prišlo do motenj. Tako da veliko drugih projektov je še. Upamo, da bo tudi z novim OPPN-jem, ki predvideva gastroenterološko kliniko, tudi z gastroenterološko kliniko počasi lahko sledili naslednji koraki. Tako da delamo naprej, ne moremo vsega hkrati, veselimo pa se, da bomo tako z novim direktorjem UNKIZ-a kot tudi z novo zasedbo na ministrstvu čim prej pristopili k strateškemu premisleku, katere so tiste stavbe, ki so vredne prenove in kje bo mogoče potrebno neke druge rešitve. Namreč pred nami je veliko vprašanj, tako glede prihodnosti Onkološkega inštituta in UKC Ljubljana in te vprašanje je treba celostno obravnavati.